Lepo pozdravljeni, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Po poletnem premoru na e-Posavje TV nadaljujemo z oddajo Minute županom. Lepo pozdravljam mojega sogovornika, tukaj smo v njegovem kabinetu, gospoda Janeza Kerina, župana Mestne občine Krško. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni in dobrodošli po krajšem premoru. No, čisto na začetku, da ne greva takoj, kaj se dogaja, povejte, kako ste vi poletje preživel, gospod župan. Je bilo počitniško ali je bilo tudi veliko dela? Kako ste si vi vzeli čas zase? Bom odgovoril diplomatsko. Je bilo obojega. Se pravi, bilo je počitnikovanja, seveda bilo je tudi en kup obveznosti, katere bomo verjetno v nadaljevanju tega razgovora tudi malo obelodanila. Skratka, ko si župan, 24 ur na dan, 7 dni v tednu in 365 dni na leto. Ne glede na to, kje se nahajaš, to na morju, na plaži, kjerkoli, pač občani tega niti ne vejo vsi, kje si kdaj in te kličejo, te sprašujejo, rabijo informacije in temu podredno se pač prilagajaš svoj dopust, svoje prosti čas. Ampak kljub vsemu ste se ni brali moči in gremo dalje s polno paro, kaj ne? Jaz mislim, da ja. To bomo sicer pokazali čas, ampak mislim, da ja, da smo preštimani ali pa pripravljeni za jesenski del. Malo bo tudi zima in obveznosti, ki čakajo pač občinsko upravo, občino in pa ostale deležnike skozi zimo in zadeva kroži naprej. Teh obveznosti ni malo, ne? Novo leto in tako naprej. Gospod župan, poleti je potekala, če začneva kar skupščino družbe Kostak. Kako bi jo vi povzeli? Tako je. V poletnem času je bila izvedena redna skupščina družbe Kostaka, katere pač smo solastniki oziroma največji lastniki. 43% delež je lastnik Mestna občina Krško, se pravi vsi naši občani in občanke. Tam smo v bistvu obravnavali, lahko rečem, take dve pomembni točki, med ostalimi, ki se nanašajo tudi konkretno na našo mestno občino, in sicer eno je imenovanje novega nadzornega sveta te družbe in pa drugi je bila seveda vprašanje okoli koncesije oziroma javne gospodarske službe, izvajanja koncesijske pogodbe. Lahko rečem, da pri točki, kjer je bilo imenovanje novega nadzornega sveta, bom tako rekel, je prišlo v bistvu do manjšega zapleta, kajti na podlagi dogovorjenega predloga, podanega predloga tako od komisije za mandatno vprašanje občinskega sveta in tudi župana naprej na samo skupščino oziroma na družbo Kostak, smo kot vsa leta do zdaj predlagali dva kandidata, ki bi pač bila člana nadzornega sveta v sklopu kandidatov delničarjev, se pravi lastnikov. No in na sami skupščini je bil pa vložen nasprotni predlog, kar je čisto legalno in čisto v skladu z, bom rekel, z vsemi statusnimi in pa zakonskimi usmeritvami, kjer je pač enega izmed članov, katerega je predlagal pač župan, občina Krško, je bil v bistvu namesto njega predlagan drug in tudi izglasovan. Ni toliko problema v imenih, mene je bolj zaskrbilo to, da je pač ta, ki je zdaj imenovan bil in potrjen za člana nadzornega sveta, je predstavnik 0,56% kapitala družbe in je izločen, v bistvu zaradi tega izločen predstavnik, ki predstavlja 43% kapital. In da to je očitno nesorazmerje in da mislim, da ni bilo narejeno tako prav se strani ostalih lastnikov. Jaz sem tudi to zagovarjal, argumentiral na skupščini in ko je bilo glasovanje, sem bil edino proti temu nasprotnemu predlogu, nisem bil uspešen in je pač tako, da imamo zdaj v bistvu neposredno kot Mestna občina Krško, lahko rečemo enega člana v nadzornem svetu, kar se mi zdi glede na delež 43% občutno premalo, ampak tako pač je. Jaz verjamem, da bodo vsi člani nadzornega sveta delali v svojem poslanstvu na podlagi zakona in da tukaj ne bo večjih težav, ampak kljub temu se mi zdi, da je bilo bolj primerno, da imamo dva predstavnika. Kar se tiče gospodarske javne službe, je pa v bistvu zadeva
tako, da pač smo kot občina smo morali narediti nekatere ukrepe, povzeti ukrepe na podlagi zakonskih določil. Med drugim smo pač morali dati ven javno obvestilo za zbiranje promotorjev, se pravi promotorjev, to je tistih, ki bi bili pripravljeni sploh izvajati javno gospodarsko službo na našem območju. Morda sem pozabil povedati v uvodu, s koncem leta poteče koncesijska pogodba in seveda pravi čas je potrebno začeti pripravljati novo. In ena izmed priprav na to sklenitev nove pogodbe, kakršnakoli že bo, je bila tudi ta poziv promotorjem. Mi smo dobili tri pač promotore, ki bi bili pripravljeni izvajati koncesijsko službo na območju Mestne občine Krško, ampak dva od teh samo posamezne sklope, kot celoto pa obstoječe podjetje. In glede na to, da smo mi zakonsko, potem naslednji korak bil tudi obvezujoč, in sicer smo mogli pridobiti študijo upravičenosti, v kakšni obliki je podelitev koncesijske pogodbe najbolj ugodna za naše občanke in občanov, ali je to delitev na same sklope, ali je to v obliki javnega podjetja, ali je to v obliki obstoječe koncesijske pogodbe, se pravi enovite, smo mogli to študijo dati in tudi tukaj nekako se nismo bili najbolj enotni lahko rečem, z ostalimi lastniki Kostaka. Ne vem, ali so videli v tem kakšno strah, da ne bi bilo kaj v redu. Kakorkoli že, mi smo ravnali v skladu z zakonodajo in lahko rečem, da tudi poteka tako naprej, da je razpis, da je bil na občinskem svetu sprejet pravni akt, s katerim imamo vse zakonske pogoje oziroma podzakonske pogoje, da peljemo pripravo koncesijske pogodbe, podpis koncesijske pogodbe naprej in to se izvaja in bo tudi pravočasno podpisano. Tako da kakorkoli že našim občankam in občanom, da 1. januarja ne bi imeli kakršnihkoli težav z javno gospodarsko službo, ni bojazni. Morda bi v tem izpostavil še eno spremembo zakonodaje na nivoju države, ki je predlagala spremembo na segmentu oskrbe s pitno vodo. To je zelo pomembno in sicer na podlagi osnutka predloga, na katerega smo tudi mi dali pripombe. Na podlagi tega predloga izhaja, da bi družbe, ki upravljajo dejavnost oskrbo s pitno vodo, pač kot obvezno javno gospodarsko službo, morajo biti v 100% lasti občine, se pravi lokalne skupnosti, kar nam lahko, če bo to v taki obliki sprejeto, kot je predlagano, povzroči težave in bomo mogli razmišljati, kako potem zagotoviti to oskrbo s pitno vodo za naše občanke in občane, če to ne bo smelo biti več v sami koncesiji. Trenutno je v koncesiji, predvideno je v koncesiji za naprej, če pa ta zakon sprejet, da bo neko prehodno obdobje, pa bo pač postavil neko težavo. Nismo edina občina v Sloveniji s tako težavo, tako da verjetno bomo potem tudi preko skupnosti. Imate pa pripravljen B-plan? B-plan je imeti neko ali režijski obrat ali javno podjetje v 100% lasti občine. Zdaj, ali bo to potem izvajalo samo to oskrbo s pitno vodo ali kaj več, o tem je preuranjeno govoriti. Kakorkoli že, ni to problem samo potem Mestne občine Krško, problem je širši. Na to so bili tudi upozorjeni na predlagatelji sprememb in jaz verjamem, da se bo na koncu našli na podlagi pripomb nek skupna rešitev. Hvala lepa za tale obširni povzetek. No, občani in občanke so prebrali, marsikaj so pokomentirali, so obveščeni bili tudi o nesklepčnosti julijske seje. Pa morda nekaj o tem. Zelo rad, bom rekel, perem umazano perilo preko medijev, ampak samo morda v pojasnilo, bilo je takšnih in drugačnih člankov. Ta julijska seja je bila, datum te julijske seje je bil določen že mnogo prej, tako da očitki, da je bilo kakorkoli že ad hoc ali pa kaj podobnega, ne držijo. Sam sem se vrnil za to julijsko sejo z dopusta, da smo ugotovili, da je
seja nesklepčna. Zdaj, zakaj je nesklepčna? Verjetno so naslovniki nekdo drug, ki so tudi podali že same izjave o tej temi in verjetno ni vredno pogrevati. Kakorkoli že, dejstvo je, da niso bili uspešni, mislim, da se je to zgodilo prvič v zgodovini občine, ne samo mestne občine Krško, zagotovo pa v tem mandatu. To ni dobro, ne, dobro. Za nikogar. Za nikogar. V končni fazi zato smo bili izvoljeni, da se povemo tisto, kar mislimo, zato je sejna soba A mestne občine Krško, CKŽ 14, in mislim, da nesodelovanje in kakorkoli že, ali moje ali pa koga drugega, ni produktivno. No. In da bo takih primerov, da ne bo več v prihodnje prihajalo. Jaz mislim, da je tudi potem bilo izkazano to, da pač morda pa ta odločitev preuranjena. Ne vem, no. Če bi brali, ne, pa ne bom omenil razloge, ne, opravičila, nekateri so podali opravičila, ne bom rekel, da vsi, od 15 manjkajočih, bom rekel, da so bili nekateri tudi smešni. Ampak to je za vami. Zdravstveni dom Krško, imam tukaj zapisano, oktobra direktorici poteče mandat. Ustavo je vodila 9 let, ustanovo je vodila 9 let, junija ni dobila soglasja za ponovno imenovanje in sedaj je ponovna objava razpisa za direktorja. Kako je s tem? Tako je. Trenutno, da čisto na kratko, kako je trenutno stanje, pa morda potem kakšen razlog več o drugi zadevi. Stanje je tako, da je razpis, ponovljen razpis je v teku, se pravi, na njega se lahko vsi, ki izpolnjuje pogoje, tudi prijavijo. Razpis je odprt, mislim, da poteče 12.10., lahko pa preverimo, ne me držati za besedo. Trenutno iščemo v bistvu nekoga, ki bi lahko upravljal za dokončanje tega postopka vedejevstvo, to ni nobena skrivnost. Obstoječa direktorica vedejevstva ni hotela prevzeti, podaljšati. Smo v fazi skupaj z predsednico sveta zavoda, da najdemo osebo, ki bi bila pripravljena voditi do imenovanja novega direktorja, direktorice. To je trenutno stanje. Ne. Zdaj, na podlagi zakona o zdravstveni službi ima župan oziroma skupni organ, to smo 2 župana v tem primeru, našega zdravstvenega doma Krško, pravico, da poda soglasje k imenovanju oziroma ne poda imenovanje. Razlogov, zakaj ni bilo podano soglasje, je bilo sicer več. V končni fazi pa, tako kot sem že tudi navedel za en izmed medijev, eden od razlogov je bila tudi, bom rekel, 10. seja občinskega sveta, kjer je bilo mestne občine Krško, kjer so bili izpostavljene posamezne težave glede delovanja in pa predvsem komunikacije javnega zavoda. Nobena skrivnost tudi ni, da so določene težave, lahko rečem tudi komunikacijske, izpostavili tudi naši koncesionarji. V končni fazi imamo tudi, bom rekel, nekaj gor dol, okrog 8.000 naših pacientov je na primarnem zdravstvu preko koncesijske pogodbe pri koncesionarjih, večjih, tudi v Kostanjevici, tako tudi v Krškem. In ne nazadnje, kar je pa morda, celo pa ne bi zdaj rad odgovornosti prenašal na druge, pretehtalo je to, da mi imamo v svetu zavoda 3 predstavnike ustanovitelja, se pravi mestne občine Krško. In glasovanje je bilo tajno na tej seji. In jaz še danes ne vem, kljub temu, da sem poskušal izvedeti, kako so naši člani glasovali. Se pravi, ena članica je pač svoj glas povedala, kako je odločala se. 2, nisem dobil odgovora, to ni nikjer zabeleženo v zapisniku, da ne vem, kako so tudi dejansko glasovali. In predstavljajte si, da naredim nekaj v nasprotju, kar so moji predstavniki v svetu zavoda naredili. Tako da morda je tudi pa tako rekel malo kolateralne škode tudi z tega vidika, kar je to tehtnico prevagalo
pri tej odločitvi. Seveda nič ni zamujenega bilo, jaz sem tudi pojasnil, da bom zelo vesel, če se gospa prijavi na vedejevstvo, zadevo se ponovi, v končni fazi se lahko tudi ponovno prijavi, ne gre tukaj za nobene osebne težav z nobenemu in se zadeva spelje. Tako da, kar se tega tiče, seveda, mi tudi imamo na občini Krško, še na njem je podpisan še župan Bogovič, navodilo, kako ravnajo člani svetov zavoda, predstavnikov občine v teh svetih zavodih in tam lepo piše, ne, in moramo ugotoviti, da tudi tega navodila ti predstavniki niso spoštovali in zbirka tega je, da je pač odločitev takšna, kakršna je bila na tem skupnem organu ustanoviteljev. V redu, gospod župan, dajva se še malce dotakniti romske problematike. Septembra ste gostili predsednika Zveze romskih skupnosti Slovenije Umbrela Dežnik Harisa Tahirovića. Tako je. Zdaj, kar se tiče romske problematike, bom poskušal najprej odgovoriti na očitke, ki jih slišim od drugod, da se premalo, od mesta občine Krško, da se premalo župan aktivno vključuje v reševanje to problematiko. No. To bom tako rekel, ne. Bom rekel, da to ni glih tako, no. Seveda vsaka palica ima dva konca, ampak to ni glih tako. Mestna občina Krško se vključi aktivno na vsak dogodek, kamor je povabljena. Se pravi, na povabljene dogodke, kjer smo pač povabljeni, smo tam. Zdaj, ali je to župan, ali je to podžupan, kakorkoli že, tudi zato je posebno njegovo področje delovanja, v glavnem mestna občina Krško se odziva. Mestna občina kot taka pa dobili smo občutek, da v določenih zadevah nismo povabljeni, ne vem zakaj. Delamo pa vse, kar mislimo, da je dobro za reševanje to problematike. Se pravi, izvajamo delavnice, izvajamo integracijo, koliko je to pač možno. Delamo pogovore, v drugim izmed takih pogovorov tudi, kot se je že imenovala z predsednikom Zveze romskih skupnosti, gospodom Tahirovićem, in tudi oni si želijo tega poglobljenega sodelovanja in nobenih ovir, da ne bi nadaljevali v dobri praksi, ni. Seveda po drugi strani dobivamo pa en kup pripomb, pritožb, kako so naši občani počutijo drugorazredni občani. Res verjamem, se strinjam, tudi sami se včasih počutimo drugorazredni, ko vidimo, kako določena skupina ljudi v trgovini odnaša robo mimo blagajne, pa zato nič noben ne ukrepa, pa ne mora. Kakorkoli že, no vse to mi tudi opozarjamo. Nismo tiho, smo aktivni, seveda pa veste, če ne dobiš minute, da bi lahko to povedal na televiziji, v oddaji, ki je bila na nacionalni televiziji, potem ne moreš povedati. Se pravi, voditelji so tisti, ali pa ste tisti, ki nam dajete minutažo. Ne, jaz vam, da bi ta oddaja pogovorna malo drugače. Ampak kakorkoli že, ne našim občankam in občanom povem, da delamo vse, kar lahko, da bi to problematiko izboljšali oziroma reševali. Verjetno je ne bomo rešili mi, rešujejo 30 let ali več, stanje se poslabšuje, to vsi vemo, tudi to priznavajo predstavniki romskih zvez. Lahko pa rečem, da je pač en naš, kako ravnamo v Krškem z romskim naseljem, Krednovo Grm, ki je tudi legalno priznano kot najmlajša vas oziroma naselje v Sloveniji, bi se lahko tudi drugi kakšno dobro prakso potegnili. Skrbimo za njihovo infrastrukturo, skratka delamo vse, kar je, in sredstva, ki jih dobimo za namen reševanja te vrste problematike, grejo v ta koš. Včasih ljudje mešajo, da pač določenim Romom nekaj naredimo, njim pa ne. Naj pojasnim, da za reševanje te vrste problematike dobivamo mi tudi posebna sredstva strani države, in da kakorkoli že, tudi če njim tega ne bi naredili s tem denarjem, ne moramo narediti
drugih zadev. Ne moramo narediti cesto nekaj drugej, če moramo narediti, če se izkaže potreba za neko infrastrukturno dejavnost v Kirinovem Grmu. No, ker smo že pri cestah, kot ste omenili, gradbišča na območju občine, dajva se še te teme dotakniti. Poteka opremljanje stavbnih zemljišč na območju Dorca v Brestanici. Poteka več gradbišč, med drugim tudi območje Dorca. Radi bi pač zagotovili možnost nakupa oziroma gradenj družinskih hiš na tem območju. S tem dobivajo tako, mlade družine oziroma tisti, ki želijo graditi, ki imajo sredstva, kako tudi samo naselje, Brestanica, neko širitev, neko urbano naselje. Sredstva, kjer nas bo to koštalo 1,5 milijona denarja, namenjeno za to infrastrukturo. Zdaj izvedba je trenutno druga faza, ta je pa ocenjena na 560 tisoč evrov. Lahko rečem, da mislim, da v naslednjem tednu bo potekla tudi že dražba, ali pa čez 14 dni, zdaj ne me držati za besedo, bo potekla dražba za nakup teh nepremičnin in glede na telefonske klice, ki jih prejemajo na oddelku, verjamem, da bo dražba uspešna in da bomo, mislim, da prve 4 nepremičnine, se pravi parcele, lahko tudi že prodali in dejansko omogočili 4 družinam zgradnjo novih pač svoje stanovanjske hiše. Tako da, Brestanica, kar se tega tiče, dobiva plus. Morda v tem momentu poteka neki pogovori tudi, da bi v Brestanici dobili, lahko rečem, po dolgem času in v doglednem času nov stanovanjski blok. Vsekakor pa je izgradnja tega stanovanjskega bloka bližje realizaciji na Senovem, kar je tudi namen nekako, da bi ta razvoj mestne občine Krško dali na zelo široko območje, ne samo v samo središče. Tako da to so morda napovedi 2 gradbišč v prihodnosti, vsekakor pa Dorc poteka. Potem lahko rečem, kar se tiče gradbišč, tisti, ki so doma z območja Rake oziroma krajevne skupnosti Raka, še enkrat najprej zahvalo za potrpežljivost, glede raznih zapor cest, tudi prejemam klice, da so napačno postavljene zapore ceste, potem šlepar obrača, skratka, vse to včasih naleti na župana, tudi župan kriv, ker ni prav postavljen kakšen prometni znak, ampak kakorkoli že, v fazi je druga faza. Časovnica je dobra, danes zjutraj na kolegu sem bil obveščen, da potekajo dela v skladu s časovnico. Govorimo o investiciji 1,5 milijona evrov. Hkrati bomo naredili še neke stvari, ki se pač nanaša čisto za boljše pogoje življenja tamkaj živečih prebivalcev. Stanovanjski objekt Žlapovec, upam, da bo tudi vaša televizija lahko kakšen dober posnetek naredila. Mislim, da se celo danes jutri asfaltira parkirni prostori. Skratka, zadeva je časovnici tisti, kot je, do novega leta, da bodo stanovanja vsiljiva. Smo v fazi zbirne radnje soglasij, tisto, kar je potrebno za potem tudi pridobitev uporabnega dovoljenja, hišne številke in tako naprej. Skratka, to je projekt, ki je bil ocenjen skupno 3,6 milijonov evrov. Od tega je Ministrstvo za naravne vire in prostor financiralo projekt v višini 1,7 milijonov. Dela se tudi spodobno, lahko rečemo, v Brestanici, druga faza Lovske ceste. Lansko leto smo otvorili prvo fazo, verjamem, da bo letos tudi zaključena druga faza, 480 tisoč evrov namenimo tam sredstva. Potem pa še en kup takih manjših projektov, recimo jutri imamo otvoritev posameznih sklopov pridobitev v krajevni skupnosti Koprivnica, ker se v bistvu uradno da pretaja most, otroške igrišče in pa še neke stvari. Lahko se potrdim, oziroma da tudi dela uspešno napreduje oziroma se približuje tudi koncu na pokopališču v Leskovcu, kjer bomo dobili nove parkirne prostore. Tam je pomembna časovnica, pač 1. november je čas, kjer je obisk teh objektov, pokopališč večji. Skratka, če se
peljemo skozi našo občino in če gledamo z očmi, da se vidimo, kaj dela, potem lahko rečemo, da se v občini dela. Kaj pa se dogaja s projektom Bazen Krško? Na seji občinskega sveta, ki bo naslednji teden, boste obravnavali novelacijo investicijskega programa. Zakaj je ta potrebna? V bistvu je novelacija potrebna zaradi dveh razlogov. Pa bom rekel najprej tega prijetnejšega, bo krajši. Zato, ker smo uspeli na Ministrstvu za gospodarstvo, šport in turizem dodatno pridobiti še 1 milijon evrov. Se pravi, takrat, ko se spomnite, smo tudi utemeljevali sprejem IP-ja tudi z časovnico prijav na ta razpis, kjer sem tudi napovedoval, da imamo možnost pridobitev sredstev do 1 milijon evrov. Lahko rečem z tega naslova, da smo bili zelo uspešni, kajti dobili smo 1 milijon evrov odobrenih. To je en razlog zakaj, se pravi, imamo nekako skupno odobrenih sredstev, lahko rečem 5,5 milijonov evrov sofinanciranih s strani države in pa Evropske skupnosti. Ta, bom rekel, malo manj popularni vidik potrebe novelacije pa je seveda v povišanju realnih stroškov oziroma povišanje same cene izvedbe tega objekta. To smo mi smo na podlagi, bom tako rekel, na podlagi projekta, ki je bil že narejen, se pravi na podlagi projektne dokumentacije, je bil tudi narejen investicijski program. Ta je pokazal neko številko in ko smo mi s to številko šli ven v javni razpis za pridobitev izvajalca, se je pokazalo, da ta je številka, lahko rečem tudi tako, občutno prenizka. In da so stroški same izgradnje zaključka bazena občutno višji. Veliko večji, ja. Ampak tukaj bom poudaril, ni toliko, mi vedno govorimo o projektu bazena. Pozabljamo, da ta projekt bazena je veliko širši, da v tem projektu pridobivamo tudi naše društvo, pridobilo tudi najmanj 2 dvorani, da tukaj je planirana v bistvu fitness dvorana, sauna, skratka lokal celo, ki bomo videli, kako bo zaživen, skratka. Ne govorimo samo o bazenu. Bazen ni toliko sam se podražil se kot komplet in tukaj mešati, da to govorimo, da je samo bazen toliko dražji, ne trdi. To je cel projekt, ki je bil podedovan in napaka bi bila, če bi ta projekt ukinili, kar še zdaj verjamem in trdim, da Krško kot mestna občina rabi tak objekt, rabi bazen, kar izkazujemo preko športnih aktivnosti, preko rekreacijskih dejavnosti, preko interesa posameznih družb, ki bi koristili ta objekt tudi za svoje potrebe, za rekreacijo in tako naprej, v končni fazi tudi za rehabilitacijske dejavnosti samega primarnega zdravstva, oziroma sekundarnega zdravstva. Tako da in reči, ta projekt, mi smo za projekt, ampak se bojimo, kako bomo ta projekt vzdrževali in smo prepričani, celo nekdo trdijo, da ne bomo ga mogli plačevati. Mislim, jaz sem pa prepričan, da ga bomo lahko. Zdaj, dokažemo, saj prej ne bomo mogli vedeti. Dajmo dokazati, da smo sposobni, pogovarjamo se o razvoju, smo mestna občina, pogovarjamo se o JEK2, pogovarjamo se o tem, koliko ljudi bo več tukaj, hočemo nekaj imeti več dodane vrednosti, po drugi strani pa ne bi šli v nek posel. Pri vsakem poslu gremo v riziko. In tudi tukaj gremo v riziko. Res je, zavedam se, da gremo v riziko z javnimi sredstvi, zato tudi toliko večja previdnost, zato tudi toliko večja odgovornost. In zato tudi delamo vse tako, da preprečimo kakršnekoli manipulacije, da bi bilo kaj narobe. In tudi morda zato se včasih sliši, da gre vse tako počasi. Morda tudi to razlog, zakaj gre vse tako počasi, da se dejansko preverja in hočemo biti dosledni. In ponovno se kot stara vekrca. Najprej se vprašam, če je to zakonito, tudi pri bazenu. Ja, ko je zakonito, potem se vprašam, kaj bodo imeli naši ljudje od tega. Veliko. Naši zanamci bo ta bazen koristili še in še let. Tako da to mi je vedno neka osnova in verjamem, da bomo tudi ta bazen peljali do konca. Da ne omenim potem še krajevno skupnost Senovo, poteka sanacija tako imenovani beli pesek, se pravi plazovitega območja na Bohorju. Pa verjetno sem še kakšno zadevo pozabil, ampak se gradi v Krškem. Na konec meseca septembra ste pa dobili tudi gradbeno dovoljenje za park urbanih športov.
Tako je. To je tudi en izmed projektov, ki je bil včasih tudi vroča tema na samih sejah občinskega sveta. To je projekt, ki je, lahko rečem, ni podedovan. S tem projektom, ki je predmet CTN mehanizma, je sofinanciran v višini 80%. Se pravi, to si že tudi enkrat povedal, da kdor dobi taka sredstva, do ne bi šel v gradnje hiše. Ampak druga stvar, kar vidim plus tega projekta, je ta, da bomo lahko rešili en del degradirane površine ob Savi in bi zaključili kompletni športni park od pomožnega igrišča, bom rekel za nogomet, centralnega igrišča, speedway steze, tenis prostora, tenis igrišč, balinanja, bazena, skratka in še park urbanih športov in bi bilo neka zaokrožena celota. Dobili smo gradbeno dovoljenje velja 5 let, seveda mi moramo, če hočemo biti uspešni na CTN mehanizmu, katerega bomo prijavili v drugi fazi, se pravi v februarju, prej sprejeti odločitev, da bomo šli naprej na občinskem svetu, govorimo o sredstvih približno 1,5 milijona, zdaj nekateri vedo, da bo to 2 milijona, jaz tega ne vem, lahko da bo 2 milijona, ampak zaenkrat govorimo o 1,5 milijona, rešujemo degradirano površino in kar je največ, ta objekt, ta degradirana površina, ampak na to mesto ne moramo tam postaviti stanovanjskega bloka, ne moramo tam postaviti, bom rekel, ne vem, zdravstvenega doma. Tam je vodovarstveno varovano območje, poplavno območje, pardon, in tak objekt paše v mestni občini Dino tam, tudi zaradi gostote prebivalstva. Mi ta objekt, če bi ga želeli postaviti v Restencu, Araku, bilo kam ne moremo, ker ne moremo zagotoviti kriterijem, na podlagi katerih smo dobili odobrenih 1,200,000 evrov. Skratka, ali bomo imeli tam ali ne, ali bomo imeli v tem mandatu ali ne, ali bomo imeli čez 5 let, ali bo propal, ni več toliko moči, moji osebno, ampak jaz verjamem, da bomo nekako z dogovori, z kompromisi tudi ta objekt dobili, če pa bomo pa o tem se pogovarjali 2026 verjetno, ko bo bolj znano, kako smo bili uspešni. Ampak bodiva bolj optimistična, ne? Jaz sem optimist, zato če ne bi hotel zadeve spraviti do gradbenega dovoljenja. Že to je nek uspeh. Kako je pa z osnovno šolo dr. Mihaela Rostoharja, zbiranje soglasij za pridobitev gradbenih dovoljenj poteka? Poteka. Lahko rečem, da smo nekje 50% uspešni. V sredo imamo sestanek na to temo še z enim deležnikom. Jaz verjamem, da bo tudi v tem primeru prevladovalo modro odločitev in da bodo ti deležniki prepoznali dejansko potrebo tega objekta na tem mestu. Drugače pa nekako potekajo dela, kar se tiče, oziroma priprava dokumentacije, kar se tiče za prestavitev trafo postaje. Potekajo dogovori in priprave dokumentacije glede same spremembe prometne ureditve, se pravi tudi novih parkingov, novih vozišč in tako naprej. In nenazadnje poteka tudi zbiranje soglasij za sam centralni objekt, če mu tako rečem, osnovno šolo dr. Mihaela Rostoharja. Tako da, seveda, prej, ko bo ta soglasja, prej bo šel korak naprej. Jaz verjamem, da bo v sredo uspešna in da bomo v naslednji oddaji lahko rekli, imamo vsa soglasja in da smo korak bližje izdaji gradbenega dovoljenja. Evo, držimo pesti. Gospod župan, v zadnjem času pa je bilo več zmag na področju gasilstva. Kar nekaj novih pridobitev je na tem področju, tudi sredstev imajo več. Ja, vesel sem, da se tudi na tem področju naredil korak naprej, premik naprej in tukaj kakorkoli lahko tudi pohvalimo dobro delo Gasilske zveze, ki je pač, nekako bi rekel, besede spravila v življenje. Seveda je bil pogoj za to tudi več sredstev. In Mestna občina Krško smo s proračunom zagotovili več sredstev in to ne malo. Kar za 50% več sredstev smo preko proračuna zagotovili prostovoljnim oziroma delovanju gasilstva. Nekako smo tudi odprli poligon, kjer se te naši gasilci skupaj s poklicno gasilsko enoto lahko tudi usposabljajo. Skratka, delamo na tem segmentu, mislim, da smo naredili korak v pravo smer, kar izkazuje pridobitve.
tudi ena zadnjih je bilo na Senovem, recimo, in teh pridobitev bo še kar nekaj v teh dneh. Bi pa rad bil previden, ne, in pozoren na to, ne, da meja ni nebo. Ne, meni ne bo. Vsi se zavedamo pomembnosti gasilstva, ampak se moramo tudi zavedati pomembnosti športa za naše otroke, za zdravje naše. Moramo se zavedati tudi pomembnost kulture. Vemo, da narod brez kulture ni narod. Moramo se zavedati tudi socialne ogroženosti posameznikov, ki žal so še vedno prisotni med nami. Moramo se zavedati tudi potreb po dodatni oziroma izboljšane infrastrukture. Naši občani še vedno določeni pijejo vodo iz salonitnih cevi. Tudi na njih ne smemo pozabiti. In če hočemo vse to nekako uskladiti in zapakirati tisti žakelj, če rečem temu, ki je enoten za vse, potem bomo mogli se sprijaviti, da bomo vedeli, da je nekje meja finančna. Ne. Je pa dejstvo, da morda tukaj lahko na kakšen dodaten delež pa vseeno računamo, če se bodo začele dejansko aktivnosti ob umeščanju JEK2, dobro, aktivnosti se že izvajajo, vendar če bo padla končna odločitev, da bo referendum pozitiven, da bo JEK2 na območju, bom rekel, da je na mikrolokaciji govoril, na območju mestne občine Krško, ker potem pa jaz verjamem, da bomo mogli zagotoviti tudi izboljšanje vseh teh služb, tudi in pa dejavnosti, da bodo dodatno podprli z nekimi finančnimi injekcijami iz tega naslova. V končni fazi zavedamo se, da gre za strateški objekt, zavedamo se tudi, da ne moremo si zatiskati oči, da bomo omejeni glede samega prostora, dodatno omejeni in da kot občanke in občani mestne občine Krško bomo morali za to nekaj dobiti, nekaj več, kajti drugače težko si predstavljam sobivanja z nekim objektom, ki ni dobrodošel v to okolje, ampak zaenkrat analize kaže, da ta objekt je nekako sprejemljiv, seveda pod določenimi pogoji in tukaj se pa začenjamo oziroma se že pogovarjamo, kako, na kakšen način, v kakšnem deležu bo to potekalo. Gospod župan Janez Kerin, mislim, da sva povedala danes kar veliko. Če povzamem takole, ko sem vas poslušala, ni se v denarju, veliko in največ je v medsebojnem sodelovanju. Mislim, da je tukaj največja težava. Se strinjam, ne, zdaj, ko bom rekel, ne, jaz dobim tudi očitke to, ne, da se premalo pogovarjam, ne. Ja. Zdaj, včeraj sem obljubil, da ne bom delal sam sebi reklame in ne bom. Pa dejte, pa dejte, drugi si jo tudi. Jaz sem se pogovarjal, bom rekel, z 28 svetniki, tako ali drugače, ne, in to sem tudi včeraj izpostavil. Moja vrata so še vedno odprta. Če pogledate moj urnik, ni nobene skrivnosti, do vsakega občana je še vedno en kup obiskov občank in občanov, ki pridejo s svojimi problemi. Od malo za šalo, malo za res, od navadnega jaška na cesti, ki ropota preko noči in ne mora spati, ne, do tistih, ki je največ še vedno OPN, ne, občinski prostorski načrt, katerega vsak dan čakam, kdaj bojo dali, in imam podatek svež od jutranjega kolegija, da je to pregledano že 75%, se pravi, da smo nekje zadnji dekadi tega pregledovanja. Tako da, če kdo želi, če kdo čuti potrebo, dobrodošel so, da se mora prej najaviti. Ponedeljek, sreda, petek je župan tukaj, tudi v torkih, četrtkih, jaz sem takrat pa nekaj časa odrabim za ureditev drugih zadev, ki se tiče radnih sestankov, notranjih sestankov, se pravi pisnih aktov, udeležbo na raznih skupščinah, Skupnost občine Slovenije, Zveze mestnih občin Slovenije. Zdaj smo zelo popularni tudi glede umeščanja JEK2, novinarskih raznih vprašanj. Skratka, nekaj časa rabim tudi za to delati. Ne vidim tudi nobenega problema. Moj delovnik ni od 7 do 3, moj avto te videl na parkingu pred občino veliko dlje, ampak zato sem tukaj in dobrodošli tako občani, kakor svetniki, kakor gospodarstveniki. Tako, cenjene gledalke, spoštovani gledalci, slišali ste, vam župan hvala za vsa ta pojasnila danes.
Vi pa oglasite se, pišite tudi na našo oddajo Minute z županom. Povej županu @eposavje.com je naš naslov. Župan je tisti, ki vam lahko poda konkreten odgovor, ne voditelji, ne sosedje. Skratka, če imate kakšno vprašanje, če imate kakšne nejasnosti, oglasite se in s tem pomagajte sooblikovati tudi našo oddajo. Lepo se imejte in se vidimo do prihodnjič. Srečno!